Današnji čas postavlja pred nas množico izzivov. Večina od teh izhaja iz danih zavez in političnih odločitev. Mednje prav gotovo sodijo zeleni dogovor, podnebni dogovor, potem zakonodajni paket čiste energije za vse Evropejce, nacionalni energetski in podnebni program, pa tudi program prenove pametnih omrežij v Sloveniji. Vsi ti vodijo do čezsektorskega povezovanja, do povečevanja proizvodnje energije iz obnovljivih virov, do zmanjševanja proizvodnje energije na osnovi fosilnega ogljika, potem do elektromobilnosti, do potrebe po polnilni infrastrukturi in v končni fazi tudi do potrebe po vključevanju hranilnikov energije v sisteme za oskrbo z energijo in tudi sodelovanje uporabnikov teh sistemov pri njihovem delovanju. Da lahko razvijemo te sisteme oziroma posamezne naprave in rešitve, pa je potrebna tudi ustrezna raziskovalna infrastruktura. Za razvoj naprav za proizvodnjo energije, pretvorbo energije, potem shranjevanje in rabo energije, imamo tule raziskovalno infrastrukturo v laboratoriju za simulacije elektroenergetskih sistemov in aktivna omrežja. Pozdravljeni, predstavil vam bom digitalni simulator, ki je prilagojen za simulacije elektroenergetskih omrežij. Zmožen pa je realno časovno simulirati omrežja do 200 zbiralk. Tipičen korak simulacije je 50 mikrosekund, z njim pa lahko simuliramo tudi pretvornike, kot so baterijski hranilniki, sončne pretvornike za sončne elektrarne, vetrne elektrarne in podobno. Zdaj, sam simulator po sebi služi svojemu namenu samo takrat, kadar na njega nekaj priključimo. To pomeni, da potrebujemo nek ojačevalnik, na katerega lahko priključimo naprave, ki jih preizkušamo. To so lahko zaščitne naprave, regulacijske naprave ali pa tudi močnostne naprave, kot so na primer polnilnice za električne avtomobile, razne elektrarne in podobno. Simulator za električno omrežje nam omogoča, da lahko simuliramo različne anomalije, ki se dogajajo v omrežju. Napetostne špice ali pa napetostne ponore, s tem, da lahko priključimo realne naprave do moči 105 kV. Imamo dva, torej lahko moč povečamo na 210 kV ali pa jih povežemo zaporedno. Eden je vir, drugi breme. Baterijski hranilnik energije nam omogoča, da lahko pomagamo električnem omrežju. Izbrali smo tudi takšen tip celic, LTO, litij titan oksid, ki imajo 20.000 ciklov, da lahko večkrat dnevno damo energijo v omrežje oziroma nazaj v baterijo. DC moč je 250 kW, imamo dva razmernika v skupni moči 100 kV, da lahko po lastni volji, glede na to, kako krmilimo razmernika, pošiljamo energijo v omrežje ali iz omrežja vzamemo in shranimo v baterije. Tester baterij nam omogoča, da lahko baterije v celoti pretestiramo. Od 60 V do 1000 V lahko testiramo kakšnokoli baterijo. Lahko jo polnimo, praznimo, zapeljemo po ciklih, po standardih in lahko preverimo, kako zmogljiva baterija dejansko. Hkrati pa je ta tester baterij tudi simulator baterije. Od 60.000 V lahko simulira baterijo. To nam pride zelo prav, da lahko priključimo nek pretvornik, če z njega še nimamo baterij, lahko damo tester oziroma simulator baterije namesto prave baterije. Temperaturna komora dimenziji 2,5 metra dolžine, 2 širine in 2 višine nam omogoča, da lahko večje sestave testiramo pri različnih temperaturah. Komora nam omogoča, da gremo temperaturno od -40 stopinj do +130 stopinj, toplotne moči 35 kW. Vse močnostne povezave pa že imamo speljane v samo komoro, vseh naprav.